Zakaj sem za začetek izbral ta odlomek, ki je bolj proti koncu knjige, proti koncu zgodbe? Zaradi tega, ker želim najprej opozoriti na eno stvar ali pa izpostaviti eno stvar. Namreč zame je zgodba zelo preprosta stvar. In tako preprosta, da včasih pa se opravičujem vsem, ki ste del slovenskega filmskega sveta, za vse kritične besede do slovenskega filma, ampak da se prav sprašujem, kaj, kdaj pa kje je šlo nekaj narobe, da smo izgubili tisto osnovo, preprostost zgodbe, ki je stara 6000 let. In zdaj ta odlomek je bil zame mogoče, ali pa ta del romana, ena najtežjih stvari za napisati. Zaradi tega, ker to je edina grafična smrt v celi knjigi. Zdaj, ne da ne bi hotel, ampak vedel sem, da moram. Zaradi tega, ker pač preprosto ljudje v romanih se tepejo, ljudje v romanih se streljajo, ljudje v romanih umirajo. In ne moreš narediti trilerja brez tega. Še Roberta Langdona tepejo sem pa tja, da ne govorimo o tem, kaj delaš z Jamesom Bondom. Ampak vendarle, ni to moj slog. In potem sem se s časoma nehal upirati, ampak vedel pa sem, da do te smrti mora priti. In zdaj, kaj je tisto, preden dogovorimo, zakaj vse, kaj je vse v tej točki, pa vendar tisto, kar poskušam tudi dijake vedno znova, vsako leto naučiti, ko se ustavimo pri poglavju o naratologiji. Vsaka zgodba zame mora imeti osrednji lik. In tle imamo Slovenci en velik problem. Namreč mi besede osrednji lik praktično ne uporabljamo. Mi uporabljamo glavni junak. In to je zelo narobe. Zaradi tega, ker za nas sam, če se nekdo rodi, je že kar junak. Nič ni še naredil. To je tako kot dijaki. Samo zato, ker so prišli v šolo, so že junaki. Ni čist tako, ne? Junak je zame funkcija, ki jo lik pridobi potem, ko je naredil nekaj junaškega. In mora narediti nekaj junaškega. Nekaj, kar noben drug ne bi. Saj sama beseda pove. In zato sem tukaj izredno kritičen. Skratka, imeti moramo osrednji lik. Ta osrednji lik mora imeti nek cilj, motiv, zakaj želi priti do tega cilja, lahko ima tudi neko gonilo in najbolj od vsega potrebuje nasprotnika. In ne zdaj tudi z vami naredim en test, ki ga naredim vsako leto v učilnici. 4 načini ali pa 4 vrste nasprotnikov obstajajo. A mi veste povedati, s kom se lahko spopade lik v zgodbi, zato da bo postal junak? Super, hvala lepa. Točno ta odgovor sem rabil. Sam s sabo. In to, dragi moji, je problem Slovencev. Mi se skozi sami s sabo spopadali. A veste, kako redko dobim od dijaka odgovor z nasprotnikom? Lahko se spopade z naravo, lahko se spopade z družbo, lahko se spopade seveda sam s sabo, absolutno, ampak dajte mi povedati, ste kdaj Jamesa Bonda videli, kad takole tuhta a bi ga jaz zdajle pretepil, ali bi šel malo na en koktejl rajš. Zakaj pa to počnem? A mi je tega treba? Jeti v službo zjutraj pa tle streljati ljudi? Saj je bil, ja, v Casino Royale se je za trenutek mehen, ne, pa še prej se je tam, kam v Vesper umre, se je, so bili neki poskusi, ampak to so najmanj gledani filmi o Jamesu Bondu. Ali pa da Transformer reče, ko vidi drugega Transformerja, mah ne, dejo, pet greva raj na kavo, zakaj bi se tepla. Moramo imeti nasprotnika. In zdaj, ena najtežjih stvari je bila tudi zame, ko sem pisal, narediti konflikt v zgodbi. V vsakem poglavju posebej poiskati točko konflikta. Zaradi tega, ker se izogibamo običajno življenju, običajno ljudi ne gremo pa kar enega treščimo čez smrček, zato ker nam nekaj ni všeč. Vse se zgodi, ampak načeloma nas učijo, pa dajmo to miroljubno reševati. Nas ne učijo, da je pa en dijak nekaj siknega pa počeš. Vsaj ne več. Še v naših časih niso tega počeli. In je zame osebno, povem, je bilo izredno težko pisati o nasilju. Zelo težko mi je bilo se spustiti v konflikt v zgodbi, čeprav
ima praktično vsako poglavje na koncu, ampak to je bila ena taka stvar, ki sem jo moral premagati, in ta odlom, ki sem ga prebral, je bil nek konflikt, ki se seveda, ko boste prebrali knjigo, boste razumeli, zakaj to toliko izpostavljam. Zaradi tega, ker je zelo netipična smrt, netipična rešitev, je pa za tiste, ki imate radi nasilje, seveda v knjigi veliko nasilja, ampak enega drugega nasilja, psihičnega nasilja, ki se meni zdi dosti bolj nasilno, kot pa če nekoga udaraš, dosti bolj problematično. Zakaj? Zaradi tega, ker psihično nasilje je praviloma vedno osebno. In ta knjiga je v tem pogledu tudi izredno osebna. Vsi liki so drug do drugega izredno osebni. Tako da zdaj, če sam na hitro gremo, kaj sem še pozabil povedati, evo, tako, spopad sam s sabo. Ta zadnja stvar mogoče v tej točki, ki jo želim že zdaj izpostaviti, pa se bom še neparkrat vrnil k njej. Zame je vsako delo, ali je to film, ali je to roman, mora biti fikcija. Mene resnično življenje v romanu ne zanima. Zame so pripovedni filmi fikcija, nekaj, kjer mi zbežimo ven iz resničnosti. Jaz vidim, kakšen je resničen svet okrog sebe vsak dan v medijih, povsod to gledam. Ne rabim še v romanu tega brati. Tako da to je bila še ena stvar, ki me je poganjala naprej, da nisem želel obravnavati resničnosti take, kot jo vidimo vsak dan, ali pa nisem želel slediti nekim zamislim ali pa širšim uveljavljenim pogledom na stvari. Okay? Tako da zdaj, kaj pa so tisti trije vidiki, ki so zame pomembni? Ponovno poudarjam, res to je samo moja izkušnja. To ne pomeni, če bi verjetno tle bil kakšen drug pisatelj, bi se mogoče na žive in mrtve skregal z mano in to bi bilo mogoče super, bi odprl dialog, ampak ponovno tako sem jaz napisal ta roman in tako upam, da bom napisal tudi naslednje. 3 stvari so mi pomembne. Eno, kot sem rekel, prvo, zgodba in vsebina. Če tega ni, nimaš nič, če mene kdo kaj vpraša. Absolutno je vedno avtorjev osebni slog, s tem se sploh nisem ukvarjal. Jaz pišem celo življenje, nikoli se nisem učil pisati in tako kot pišem zaradi tega, ker jaz sem. In jaz verjetno ne morem niti tudi, če bi hotel drugače pisati. Čeprav na nekih točkah sem lahko poskušal se učiti pri nekaterih pisateljih, ampak mi ni bilo všeč. In sem se raj vrnil k temu, tako kot jaz govorim, tako kot jaz pišem, tako kot jaz razmišljam. Pač s tem sem bil na nek način najbolj iskren sam do sebe. In tisto, kar se meni zdi velik problem zdaj spet ponovno govorim o filmu, ne toliko o literaturi, izrazila in koncept. Velik problem imam s stvarmi, ki so zgrajene okrog koncepta. K temu bomo prišli še majčkeno kasneje, ko se bomo dotaknili modernizma in avantgarde oziroma same strukture zgodbe, ampak če imaš ti neko idejo, kaj bi rad povedal, potem mislim, da je ne bi smel povedati. Ideja, če se pojavi, se mora roditi skozi zapisano besedo, ne pa s tem, da kaj pa če bi zdaj jaz tlele preskakoval iz prvoosebnega v tretjeosebnega pripovedovalca in bi to majčkeno krajšal, da bi dosegel en učinek. Ne vem, zdaj si izmišljujem. A poznate, vse mi navte povedali, poznate sigurno Krasni novi svet Aldosa Huxleya. Kdo je to prebral v zadnjih 5 letih, recimo? Noben. Ok. A je kdo, ki je to prebral? Ok, super. Ja. Ok, a se spomnite začetka, slučajno? Začetka, ko on opisuje svet, ko predstavlja like, Lenino, pa vse osrednje like, on začne potem, najprej je enemu liku posvečena ena stran, potem en odstavek, potem 3 vrstice, potem en stavek in potem prepleta 5 zgodb samo še po stavkih noter. In je nemogoče zabrati. Jaz sem bral to v srednji šoli, nazadnje sem si do danes zapomnil to. No, vmes sem še ene parkrat tako sem pa tja po odlomkih. Ampak hočem nam povedati, to je en tak tipična stvar, ki mene naredi živčnega. In jaz tako knjigo odložim in se z njo nočem ukvarjati. Zaradi tega, ker zame osebno je knjiga zgodba. Samo to, nič drugega. In zdaj, ko pridemo do zgodbe,
pridemo do lepega Leota, ki je šel blub, blub, blub. In tukaj zdaj pride en odlomek, ki pa ga želim deliti z vami, zaradi tega, ker je po mojem mnenju to kar objektivno najbolj tragičen in žalosten odlomek v zgodovini filma. In to je tole. Ne boste rekli, da ni žalosten, ko 200 milijonov vrže v vodo. Zdaj, ženske jokate nekje drugje, ženske jokate tukajle. Ne jokat. Saj veste, o katerem odlomku govorimo. Tam, kjer bi morali pa vsi jokati, pa zelo malo ljudi joka. To je pa tole. Tle, kjer je res tragedija bila. Se pravi, vprašanje je, zakaj jokamo ob različnih stvareh. Zdaj, seveda je to zmečkan šale, ker jasno, verjetno bolj sociopat bi jokal ob tem, ko vrže 200 milijonov vodo, tragično ali pa ne. Ampak se tudi, če boste malo pomislili, ta Titanik zelo hecen, zaradi tega, ker o čem pa zares pripovedujejo? Ženski, ki se je zapletla s klošarjem, ukradla 200 milijonov, pustila svojega moža in šla po svoje delati, kar hoče v življenju početi. Močna, neodvisna in samostojna ženska. Z malo šale, no. Zdaj, zakaj Titanik? Ker k njemu se bom še vračal in malo kasneje boste tudi razumeli, zakaj se toliko navezujem na film. Titanik je film, ki je narejen tako, kot da bi James Cameron vzel učni načrt za predmet izražanja s sliko in zvokom, ki ga učim, in po njem naredil film. Skratka, v tem filmu, ta film je tako banalno preprost. Če boste pomislili, vsi liki, ki so dobri, so izključno in samo dobri. Rose pa Jack izključno dobra, ta nepotopljiva Molly izključno dobra, ene slabe stvari ni. Njen zaročenec izključno slab, Butler izključno slab, razumete? Titanik slika svet črno-belo, na dobre in slabe in to hočemo, to imamo radi. V redu, fantje, moški smo ga gledali zaradi ladje, pa zaradi učinkov, pa zaradi tega. Ženske ste mogoče majčkeno bolj trepetale ob ljubezenski zgodbi, ki je tudi sama sebi popolna fikcija. Razumete? Seveda ima noter neke teme, ima temo o osvoboditvi ženske, absolutno. Jaz bi bila pa tudi tako svobodna, kot je bila ona. Ampak v osnovi, to je tisto, kar sem prej rekel, kar me je poganjalo naprej skozi usodni polet. Stvar mora biti preprosta. Ni prostora za sive karakterje. Ni prostora, da ta pa vse ni toliko slab, saj če pa pogledamo z tega zornega kota, je pa v bistvu tudi v redu. Saj je sicer narcis, ampak tudi ima pa to dobro. Ne! Dobri ljudje so dobri, slabi ljudje so slabi. To je fikcija, to je roman, to je zgodba. To ni upodobitev resničnega življenja. To me ne zanima. To je stvar za zabavo, da te je strah, da se nasmejiš, da se vznemiraš. To je namen, zame. Okay? Tako da ja, gremo naprej na zgodbo. Odkot čustva in kaj je tisto, kar na Titaniku tako deluje. Saj tudi, če na marsikaterem drugem filmu, ampak verjetno tako uspešnega filma v zgodovini ni bilo. Zgodba je stara 6000 let in je 6000 let že nespremenjena. Vsaj tisti del zgodbe, ki se zdi meni pomemben in ki je meni služil kot vodilo pri pisanju tega romana. Od epa o Gilgamešu naprej se struktura bolj kot ne ni spremenila. Spremenila se je šele s pojavom modernizma in avantgarde. Takrat se je marsikaj spremenil in takrat se prvič poseže recimo spet v filmu Andaluzijski pes z nadrealizmom, kjer v bistvu gre za eno zgodba ne sledi več logični strukturi in tako naprej, pa vsi ostali izmi, ki so se pojavili v tem času. In kot del te zgodbe, oziroma ta zgodba je en del nečesa širšega.